Dvorišče. Presek javnega in zasebnega. Ne glede na to, kako vase zaprt s svojim jarkom in debelimi zidovi na videz deluje grad, je vedno tesno povezan s svojo okolico. Grajsko dvorišče predstavlja od nekdaj kraj izmenjave dobrin in informacij, pri katerem poleg prebivalcev gradu sodelujejo posamezniki z vseh polj družbenega spektra. Fužinska gospoda od Kislov do Trpinca praviloma deluje tudi v javno dobro, poskuša izboljšati življenjske pogoje okoliškega prebivalstva ter na svoje posestvo uvesti koristne inovacije. Deli posestva skozi zgodovino opravljajo tudi najrazličnejše javne funkcije. Tu so obdelovalne in parkovne površine. V 18. stoletju na severnem bregu Ljubljanice ob Studencu zraste zverinjak, ki postane cilj krajših izletov ljubljanskih meščanov. 3. januarja 1881 pa v bližini slovesno odprejo prva dva paviljona kranjske deželne Blaznice, ki skozi desetletja postane Psihiatrična klinika Ljubljana. Grad svojo okolico oskrbuje tudi z energijo. Sredi leta 1897 tu začne delovati prva slovenska elektrarna na izmenični tok. Stoji ob južnem delu gradu in izkorišča moč slapov na Ljubljanici. Grad pomeni družbeni mikrokozmos, v katerem se odslikujejo prevladujoče razmere in odnosi posameznih zgodovinskih obdobij. Je center moči, ki svoje silnice izteza tudi v družbeni prostor. Pomembno je torej, kdo je na grajsko dvorišče pripuščen, komu je dovoljeno sodelovati v izmenjavi, komu je podeljen glas. V današnjem času izpolnjevanja belih lis na zgodovinskih časovnicah, dekolonializacije in narativnega večglasja se grad znova odpira navzven in k besedi pripušča čedalje več preslišanega, spregledanega.